Stari, ti mi, ko bo ena ura približno mimo, mi pokaži, da bom dal klobase. Da ne bom spet rekel, kaj vse sem vam hotel dati. Evo, tu mi da nadaljujemo pri klobasah. Zadnjič ste nam ponudili klobase in to se mi zdelo tako fletno. Ja, pa veš, tako fletno, tako domače. Pa jebe, pa imam iz kislega zelja bom naredil solato, pa domači kruh imam. Ja, nekako velja za ta del Slovenije, da je kar gostoljuben, čeprav je bil revn. Me je presenetilo, ko sem bral te partizanske spomine razne, recimo ljudje, ki so prišli 14. divizijo na Štajersko, pa so potem tu ostali, malo na Pohorju, eni so šli čez Velatsko odred in so rekli, da tako revnega predela, kot je bil ta kozjak, ker ni bilo niti v vsaki hiši krave, so bile tudi sam koze. Pravi, tako revnega predela, celo partizanščino nismo srečali, kljub temu pa nikjer tako gostoljubnega. Kar pomeni, da ni gostoljubje nujno povezano tudi s standardom, da ljudje, kaj pravi, so tu največ se najedli. Pa to gostoljubje mogoče lahko tudi povežemo, da govorim tudi svoje izkušnje, da nismo urbana, da smo ruralna, da izhajamo iz vaškega okolja, ker mogoče v mestu niso tako... Ja, seveda, drugi način življenja. Čeprav tudi po Sloveniji smo različno nagnjeni k temu, eni bolj, eni manj. Ja, so. Ostala smo zadnjič v začetku 90-ih. Ali smo še v Drami v Ljubljani? Mislim, da še v Dramu. Nisem šel iz mestnega, sem rekel, sem šel v Dramo. To mi nikoli ni šlo po glavi, nisem želel. Sem cvikal, se mi je zdelo, nisem bil kak epohalni umetniški vodja v mestnem gledališču, ki bi vse preobrnil ali kaj. Ampak se mi zdi, da sem bil sposoben voditi mestno gledališče in da smo imeli nekaj predstav, kakršnih prej recimo ni bilo. Recimo sem povabil Vita Tauferja, ki je delal enega Lopeja de Vego, Pipan je delal novega Jančarja, Klementov Padec, potem kar nekaj predstav smo imeli, ki so bile zelo zanimive. Ne vse najboljše, ampak v glavnem se mi zdi, da sem imel dobre 4 leta sezone, tudi ko piše. Da sem šel v Dramo, sem rekel, se nisem niti malo želel, malo sem tudi slutil, da bi lahko to bilo malo preveč za mene. Ti si sigurno čul za neko, mislim, da se mu reče Pavlovo pravilo, da človek ko nekako napreduje, recimo z podeželskega učitelja, dramaturga, umetniškega vodjo, komediografa, tako dolgo, dokler z glavo ne udari v plafon, kak je odličnega natakarja, mu rečejo, naj vodi ta del restauracije, naj bo direktor hotela in se zajebe in ni več niti dober natakar, za ono pa ni. In tako sem tudi jaz mal, ampak tam je bil moj dober prijatelj in velik pisatelj in režiser, večji umetnik kot jaz, in ga tudi zelo spoštoval, veliko jezikov je znal, Andrej Hink, je imel že 75 let, je vodil Dramo in je jo hotel nekako zapustiti, pa se mu je zdelo, da bi jo moral v nevarne roke dati. In moram reči, da je tako eni 5-6 krat prišel k meni v mestno gledališče, ko je šel domov, pa govoril mi je Tonček, kar se mi je od takega gospoda zdelo zelo nenavadno, rekel Tonček, ti me pridi zamenjati, pol bi jaz zdaj že kar šel. In pa še tam so imeli med seboj prepire, pol so rekli, naj pride eden, ki nič ne ve, kdo je s kom. In evo, sem šel v Dramo in sem bil 2 leti, moram reči, nisem imel še nobenega incidenta, lahko bi ga imel en teden kasneje, mogoče v gledališču hitro kaj pride. Ampak nekako sam sem takrat, je bilo leto 90, 91, sem že videl, da se je tam z denarjem, jaz sem bil umetniški vodja, imel sem pa tudi direktorja sposobnega za finance, zlasti ekonomista. Ampak se ne bom rekel, ampak sem videl, da se je s kakšnim denarjem ga je že kdo dal v žep, ne da bi napravil delo, ali pa sem videl fiktivno pogodbo, da je nekdo dobil dober honorar za to, da bo pripravil nek scenarij, en igralec, ki je bil najbolj zadolžen, recimo za neko obletnico Drame, pa ni bilo ne obletnice, pa ne te proslave.
In ko sem to videval, se mi je zdelo, da bi moral iti prijaviti. Da bi moral prijaviti svojega najboljšega prijatelja, tega direktorja, s katerim sva tako bila. Ampak njemu se je to zdelo, da je to nekaj kar normalno, ali pa, da če smo nekomu nekaj dali, recimo Petrolu, da je pri nas imel en pano, takrat taki reklamni, prvi v Ljubljani na veliki steni, pa smo notri imeli inserte iz naših predstav. Vsake dolgo časa pa je pisalo Petrol, ne. Pa nisem bil več siguren, da zato, da je to bilo na steni, da ni morda kdo kakšen denar dal v žep ali kaj. Ali pa mogoče Drama dobila, no, ampak je bendi me postalo, to sem imel vedno paniko, čeprav nisem nič kaj posebej bolj čist kot drugi ljudje, imam enake nagone, ampak da bi moja mama kdaj prebrala, da sem jaz bil zraven, kjer se je nek denar dal v žep, ali pa, mene je bilo tako strah, ko sem bil predsednik pisateljev, pa so me poslali v Beograd Drama, pa je društvo reklo, pa še to napravi zraven. Pa so mi kdaj dali dvojne potne stroške, ne. Takoj sem letel nazaj, mislim, samo naj v časopisu piše, prav bi rekel, sem to paniko imel. Danes moče celo zgleda smešno, ker je cela družba tako narejena. Tako me je bilo strah, in ko sem videl, da se tam, jaz nisem imel nič s tem, seveda, ampak ko sem videl, to bo enkrat ven prišlo. Vsak bo rekel, zakaj pa imate umetniškega vodjo, da ni on določil, če bo neka predstava slavnostna. Pa ničesar ni bilo, samo pogodba je bila. Govorimo še v času Jugoslavije, 90. Ja, seveda, ne. In pol je prišel Rous k meni, jaz sem bil že tudi 7-8 let v Ljubljani, pa je rekel, Moge je šel nazaj na gimnazijo, pridi k meni za podpredsednika izvršnega sveta za družbene dejavnosti. Sva se takrat tudi mi prvikrat srečala. Meni se je zdelo, veš, mogoče napuh, da bi bil sposoben biti tak podpredsednik izvršnega sveta in za šolstvo, in za kulturo, šport, vse si tam imel. Ko sem pa videl, da je zdrave ne samo zdravstvo, ampak tudi socialno vprašanje v Mariboru, je meni leta 90-91 so vse tovarne šle, tam ni nobenega denarja, ti gledaš ljudje 10 000 v tamo, pa ni plače. Pa sem tisti Jožici Puhar hodil skupaj z Rousom, naj še da hitro neki denar, da bomo plače dali. Ja. Ljudje so hodili se jokati v pisarno, jaz pa popolnoma nemočen. In sem sam mislil, čim prej od tot. Mi ni prej povedal, mi je rekel, da bom za kulturo pa za družbene dejavnosti. Nisem vedel, da bom za delo, družino in socialna vprašanja, ker pa nisem niti sposoben, nemočen, nobenih zvez. In še ko sem bil v mestnem gledališču, ker najprej od leta 90 do leta 92 smo imeli večstrankarski sistem, večstrankarske volitve, to da še staro ustavo. In smo imeli še skupščino z 3 zbori in je bilo poslancev 240, nismo bili plačani. Smo bili samo 2, se mi zdi, vsake skupine sta bila plačana. Drugače pa smo bili volonterji. Zakaj sem kandidiral? Se spomnim, da sem bil še v mestnem gledališču leta 90, zjutraj ob 8, pa tako rahlo nekaj potrkalo na vrata. Smo v velikansko pisarno. Za 3 kakšne velike pisarne, ker so nekaj pregrajevali. Tako rahlo je potrkalo, tako kot je potem tudi govoril. Ja, je rahlo potrkalo, rečem naprej in stopi noter en čeden mlad fant z metuličkom. Sem ga seveda takoj poznal, Školč, ki je bil predsednik ZSMS, pa reče, dobite, gospod Parnež, bi se rad pogovoril z vami. Sem rekel, ja, me veseli, sem videl, da se pripravljate na volitve, ste rekli v Portorožu, ZSMS bo zmagala. Je na kongresu rekel, sem vas prišel vabiti, če bi kandidirali na naši listi z SMS. Pa sem rekel, ljubi fant, pogledajte, zdaj mi je 50 let, jaz sem bil 17 leti sprejet v partijo in ko me zdaj prijatelji zabavajo, kaj sem delal v partiji, rečem, sem bil mlad pa nor, ne? Kaj naj zdaj pri 50 rečem, da grem v vašo stranko, ja. Da sem star pa nor, pa rekel, ne, vi ne razumete, ni treba biti član naše stranke. Mi samo ne bi radi bili mladinci. Mi bi radi, in mi je rekel, imamo Atelška z Velenja, prejšnjega direktorja Rudnika,
imamo Mogeta iz Maribora, Glaviča, profesorja na fakulteti iz Ruš in vas bi radi imeli. In se mi zdi, da bi z vami dobili glasove v Mariboru in evo sem rekel ja. Me je seveda malo imelo, ker sem kot pisatelj se veliko že moral s tem ukvarjati, tudi ko so hoteli Bulatoviča izvoliti za predsednika pisateljev Jugoslavije, je bil predsednik, pa smo mi bili proti, seveda, ker je prej rekel, da bo šel Stanki v Prištino samo, ne, in tako dalje, militanten tip. In pol, ko sem videl, da kandidirajo, sem rekel, vsaj 10-12 članov društva pisateljev je bilo, nisem hotel pa iti v Demos, čeprav sem imel tam večino prijateljev. Tiste, ki sem jaz v društvu, jaz sem sprejel v društvu pisateljev Spomenko Hribar, ker so jih hoteli šole vreči. Moj prijatelj Jančar je bil v krogu Nove revije, z Ruplom sva si bila prijatelja takrat, ampak oni so bili tam, ampak Demos mi je mal dešal, ker je bil Peterle glavni, pa Pučnik, Pučnika sem zelo spoštoval in sva se tudi kar dobro razumela. Zdaj nisem mogel iti nekam, če sem prej bil 50 let ateist, pa nisem verjel v Boga. Sem šel nekam težko, bi vsi rekli, gledaj, takoj se je preobrnil, kjer so bili kristjani tudi izbrani, pa niso bili vsi. Ne? Drugo pa jih je bilo zelo veliko res tudi z belogardistične strani, ki jo jaz še enkrat se evo klanjam tem žrtvam nesrečnim in vsem domobrancem, ki so zaslepljeno delali napačno stvar. Napačno stvar, zapeljani, slučajno notri, podeželska sredina. Berem, tu imam, sem ocenjeval enega emigrantskega pisatelja od Andreja Rota, očeta Zdenko Rotar, odlično piše, in čas je bil pri partizanih, pol so prišli domobranci hiši, pol so ga eno niti ni vedel, kako se je znašel v tisti stvari, to vse razumem. Ampak da bi jaz, ki sem prej bil kot učitelj v partiji, pa kot dijak, da bi zdaj šel ravno tja, ker so vse po komunistih pluvali, marsikaj seveda upravičeno. Se mi ni zdelo, da bi bilo higienično, da se tudi vsak bo rekel, glej ga Partljiča, sem čakal 2 minuti rabo, pa se je prevrnil. Medtem ko ti mladi... Z vašimi deli za kritičnega pisatelja? Zelo, skozi, ja, vse so mi prepovedali marsikaj, vse so mi marsikaj prepovedali. Moje prvo igro v Mariboru je kar UJV prepovedal. Kako to, da niste zamerili sistemu? Ja, glej, jaz sem se v ti sistem rodil, jaz se nisem mogel zbirati, kateri državni sistem se bom rodil. Jaz sem se rodil leta 40, 50 sem bil star 10 let, 60 sem bil star 20 let, sem začel služiti, 80 sem bil star 40 let, sem moral oditi družino pisati. Jaz se nisem mogel zbirati, da bi zdaj naj čakal, če bo mogoče kdaj prišlo do preobrata, pa bom takrat začel pisati. Meni je samo to vprašanje, ali sem bil kdaj nečasten v tem času, ali sem bil neki ritualiznik partije, pa pisal kako tako prozo, pa mi bi lahko danes kdo pokazal, pa upam, da je ni, ali pa če bi naredil kako nečedno dejanje, ali koga ovadil, ali pa si dovolil, da bi me potegnili not, kar so me tudi nekajkrat poskušali. Ne, nič nisem bil nek poseben disident, ampak ljubo nisem režima, ker sem videl, da je zgrajen na laži, pa na napačni viziji. Ampak se mi je nekako zdelo, te mlade fante sem pa vse po vrsti obrajtal. Jaz se spomnim, kak je v Jugoslavijski skupščini Vika Potočnik zabavala tiste generale z amandmaji, kako je niso marali, kako so jih grozili še v prejšnjem sistemu v skupščini. Ti so prvi nehali letati štafeto, Zveza mladine Slovenije. Prvi so izstopili iz Saveza mladine Jugoslavije, prej kot mi pisatelji, ki smo tudi kasneje izstopili. Ampak oni so prej. In ja, meni so ti mladi ljudje, moram reči, takrat kar imponirali. In Školč, Vika, ona Darja, Krkovič iz Novega mesta, kar nekaj, ko bi rekel, in ko so me povabili, nisem nič. No, in nas smo bili v raznih občinah, v raznih zborih, 3 jaz bil zborov občin, in seveda takrat je bilo važno biti zraven, se delala ustava. Že takrat je Bentine, je bilo kar nekaj ljudi, ki so zahtevali, da ne gre v ustavo, da smo katoliška država, da bi ne bilo v ustavi.
Meni se zdi, da ima tudi evropska vizavi islama pa tako neko tako zaščito. Potem bili so proti abortusu, da bi moralo biti notri, da je življenje sveto in abortus ni dovoljen v ustavi. Govorimo o demosu še. Seveda, ja. Ali pa desnem krilu demosa. Meni je tisto postajalo vse tuje in se mi je zdelo nekako važno, da nas je bilo notri 12 pisateljev, kot si rekel, kulturnikov, še drugih, in nazadnje so tudi pisatelji delali ustavo, ki smo jo mi z veliko večino sprejeli, in jaz tiste prva 3, 4, 5 let štejem kot odlična. Če smo mi 2 leti predelovali ustavo, bi jaz moral biti res eno veliko tele, da je ne bi zastopil. Če pa ne bi bil v politiki, pa nikoli ne bi vedel vse, kaj je notri, kaj so ustavna načela in tako dalje. In sem nekaj, res pa je, da mi je šlo na živce že prvi 2 leti, že drugo leto, ne vem, zakaj se je demosu tako mudilo z privatizacijo in z denacionalizacijo. In meni je jasno, da nismo mogli živeti več naprej v socialističnem sistemu, pa da smo vsi lastniki ene tovarne in tako dalje, kot v samoupravljanju. Smo tudi videli, kam je to pripeljalo. Se je voz v blato se vstal, se ni šel več naprej. Se spomniš? Ko smo mi imeli zakon o privatizaciji, pomeni vsak bo nekaj od te tovarne imel, smo seveda imeli na mizi tudi take podobne zakone iz Češke, Poljske, kjer se je to dogajalo. Vsi strokovnjaki tuji so bili mnenja, da je naš zakon najslabši. Edino mogoče je tisti Jazbinšek nekaj rešil, da so ljudi na nek način vse tista stanovanja lahko kupili, ki so jih tovarne zgradile, pa tudi z njihovim samoprispevkom. Drugače pa je tam leglo tajkunstva, ker ni bilo dobro premišljeno in zavarovano. Ta pa, ki zna, in drugo denacionalizacija. Mi smo sprejemali tak zakon, še danes greš po Koroški, ki vidiš, v kakem stanju je, pa lahko vidiš, kje so našli lastnika, pa je obnovil, kje pa še zdaj vse skupaj enostavno propada, recimo Koper, nekdanja restauracija in tako dalje. In tu je bil moj prvi dvom. Izvoli. Ja, če lahko tu še mogoče se vrnemo na to, ko se je ZSMS spremenila. Takrat smo mi, ki smo bili aktivni v ZSMS pri ukinjanju štafete, uporniki, civilne družbe, pravzaprav uporniki, je tudi vaš način glasbe in alternativo pokrivala. Školč je bil po mojem kar toleranten do alternative. Ta transformacija ZSMS-ja takrat, nenadna transformacija ZSMS-ja v LDS z potem starejšimi člani. Z Drnovškom predvsem. Nas je pravzaprav zelo presenetila, pa tudi zelo razočarala. Nas bolj radikalni del. Zelo razočarala in smo potem prekinili z LDS-om. Takoj, ko je LDS postala vladna stranka z Drnovškom, ki ga jaz kar precej še zmeraj spoštujem. Ne vem, koliko boljših državnikov smo imeli. Mogoče smo imeli, Bučarja. Mogoče, ampak koliko boljših državnikov, ki je znal voditi vlado, pa razumel Evropo, ampak seveda tam ni bilo več za vas prostora. Ko postaneš enkrat oblastna stranka, se spremeniš. Nisi več upornik, ampak čuvaš to, kar imaš neko vizijo, da boš pripeljal. Ampak tudi dialoga več ni bilo za to stran. Jasno. Drnovšek ni bil zelo... ni imel velikega ušesa za posebnosti, pa za kako alternativo. Ni imel. Školč je kar imel, ko je bil minister za kulturo, je na jezo celega državnega zbora zagotavljal del denarja za alternativo. To je mogoče bilo, čeprav zelo robato, tudi za časa njegovega ministrovanja, mogoče to pa že poznam zelo dobro. Mislim, da pomanjkanje tega dialoga s tisto radikalnejšo stranjo je, mislim, dosti škode naredila LDS-u, ker ni računala s tem, da kader fluktuira iz radikalnejšega v manj, potem v mainstream in tako naprej. Vse pa vidiš, vse se nam je zgodilo, kar se nam je moralo zgoditi 7-8 let kasneje, nismo več imeli volilne baze. Mogoče, če greva še dlje v 88. Takrat, ne vem, če poznate to zadevo boljše, jaz je tudi sam ne poznam, pa raziskujemo sedaj. Takrat je Janša bil glavni kandidat za predsednika ZSMS.
in ga je takrat nepričakovano Školč premagal na volitvah. A ni mogoče od tam ne izhaja celotna Janševa motivacija takrat, ker če bi takrat postal predsednik... Jaz moram takoj reči, I don't understand tega. Jaz nisem bil takrat niti član še. To bilo nepričakovano za vse. Jaz celo do leta 92 nisem bil član LDS. Pol mi je, že ko je bil Drnovšek, mi enkrat rekel, veš kaj Parlište, poslušam v Državnem zboru, kadar se z nami strinjaš, pa kadar gre dobro, nikoli ne rečeš, jaz nisem član LDS, ko pa si na kaj jezen, pa najprej, ko greš k mizi, rečeš, jaz nisem član LDS, samo sem v njihovi poslanski skupini. Je rekel, se boš moral enkrat odločiti. Jaz sem potem tudi stopil v LDS. Takrat nisem bil. Jaz sem bil zelo presrečen, ker smo bili seveda vsi prepričani, da bo Janša, ampak pri teh mladih kolegih, ki so bili skupaj v predsedstvo z SMS, tudi ko je Janša kandidiral, mislim, da je kandidiral iz zapora ali kaj, Školč je pa bil v uniformi, vojaški, ko je postal predsednik. Je bil vojak JLA, je bil vojski, ampak je bil v Ljubljani ali kaj, so ga tako izbrali. Kaj je bilo med njimi? Vsi, ki so bili takrat skupaj, Kopač, Vika Potočnik, Jakič, sedanji pri Ljubljani, Školč, med njimi je bilo neko rivalstvo in da ne rečem sovraštvo do Janše, ki ni nikoli prenehalo. Jaz sem še se skregal enkrat z njimi, ko je bil Janša minister za obrambo, pa je bil svojega denarja vreden in s prodajo orožja, in za to akcijo, in za tisto v Depali vasi. Tu se je njegova narava hitro kazala, kakšen je ta človek, ki bi vse obvladoval, če se da odzadaj, ni važno. Ampak jaz sem videl, kako so naši, tudi v Mariboru sem protestiral, smo bili za to, da vse kasarne iz mesta, seveda, nikjer ni v Evropi, sredi mesta nekih vojaških objektov, pa kasarn. Toda, prej smo imeli 3 velike kasarne JLA v Melju, tu zraven mene, Mišič, pa še kad, tu gor v teh. Zdaj pa imamo svojo vojsko in Vika in ostali moji prijatelji so enako jebali teritorijalno pa slovensko vojsko kot nekdaj JLA. Pa sem jaz rekel, ti so nas pomagali osamosvojiti, to ni isto kot JLA. Ti so bili ves čas naperjeni, zdi se mi, da zlasti zaradi Janše. Janša je bil nenavaden. Jaz upam, da je moj spomin točen, sem to tudi zapisal v knjigi, nihče ni protestiral. Jaz se prav dobro spomnim, da je naenkrat začelo rasti tisto marmorno novo ministrstvo za obrambo. In potem nekdo od nas dvigne roko pa reče, pa kako se to gradi, če pa ni bilo v nobenem proračunu. Ni v proračunu za ta denar. Komu ste vzeli denar? In je obrambni minister Janez Janša vstal v parlamentu, to je moj spomin, jaz se ne mogoče, da bi imel blodnje v glavi, se mi zdi. In je rekel, to ne sprašujte, to ni denar iz proračuna. A si ti misliš, pomeni, da je nekje še nek denar bil, meni je jasno tudi odkot je bil denar in kje se je vse začelo. Ampak on nam je rekel, to ni državni denar, to jaz kot obrambni minister gradim z nekim denarjem. In noben se ni škandaliziral, nihče ni zahteval preiskave, danes najbrž bi, ne. Med njimi je bilo, oni so vsi rekli, vi ga ne poznate, mi ga poznamo, smo 2 leta delali z njim, je absolutist, je diktator, ni sposoben sodelovanja in zelo, hvala Bogu, da ga na tistem kongresu nismo izvolili. To jaz nisem imel nič zraven, samo slišal pa sem, da je od tistega, ki si postavil letnico 88, že prej najbrž kaj, je med njimi neki hudič bil. In prav za mene od zunaj celo predivje sovraštvo. Jaz imam strašne skepse do Janeza Janše. Nimam pa nekega priornega sovraštva, kot so ti kolegi imeli. Nimam. Kot vse kaže, so ga motivirali, kdo bi se motivirali? Jaz bi se strinjal s tem. Politik bi moral Jaz bi se s tem strinjal. Malce bolj diplomatsko, kolega tudi nastopati. Jaz bi se s to oceno strinjal. Ja.
In potem v 90-ih... Ja, no, sem rekel, bili so veliki projekti, ne, je bilo treba iti v Evropo. Potem jaz mislim, ne bi rad mitiziral Drnovška. Sem, ko ga primerjam z naslednjimi predsedniki vlade, zlasti z našim Ropom, recimo, ki ni bil sposoben vlade voditi, ni bil slab minister niti za delo, družino, Rop, ni bil slab minister, niti ne vem, kakšen minister je bil finančni minister, a je bil ali ne. Njemu je pa odgovarjal v državi, kako teče privatizacija. Ne? Ampak ni bil sposoben, ne? Se je takoj poznalo, ko je Rop prevzel pod Drnovško, je in LDS izgubila in država je začela zahajati v kaos ali pa v nepreglednost. Čeprav je bister človek, ne? Ampak absolutno ne dovolj. In jaz sem se takrat počutil res že precej slabo in sem tudi rekel, že ženi sem doma obljubil, da leta 2000 ne bom več kandidiral. Ne? Pa nekaj ravno Rop je rekel, zdaj nas boš pustil na cedilo, rabimo tvoje, nisem bil seveda izvoljen. Za leta 2004 sem pa že tudi vse si uredil za penzijo in takrat pa je vsak dan, kakor Turko zdaj pri predsedniku, tako je nam vsak dan smo imeli manj pristašev. Na koncu ne vem, koliko odstotkov smo dobili. In je prišel v Maribor in je na nek način pregovoril. In res pa je, da nisem bil na nobenem predvolilnem shodu in nisem nič delal, ker nisem želel več biti in tudi nisem bil, hvala Bogu, izvoljen, čeprav za 16 glasov ali kaj je bil Germič, moj prijatelj Ljubo. Ampak on je tudi, je to bil takrat poklic, ne, se tudi angažiral. Jaz vem, da sva z ženo se objela, pa bil skakala od veselja, ko nisem bil izvoljen. In ne vem, če bi zdržal, pa bilo mi je že tudi 64 let. Že pogoje za penzijo? Pa ja, pa seveda, itak sem imel že pogoje 60 leta. In stari rokerji morajo tudi enkrat znati dvigniti roke od politike. Jaz ne vem, kaj je s tem Kučanom in strici iz ozadja, ne? Jaz s Kučanom dobro razumem. Ampak vseeno si mislim, pa mir bi pa že tudi, jaz ne bi dal več sodb, pa osebno ja. V javnosti pa z javnimi zadevami ukvarjate se pa... Mi zdaj, ko vidim te proteste, pa tudi zdaj pred enim dnevom ali kdaj so bili, je na nek način zahteval, poberite se že vi, ki ste zasrali. In jaz mislim, jaz ne vem, če bodo prišli boljši, mlajši, ampak mi smo kontaminirana, se me kdo kliče, če bom kandidiral za župana, bi prvič moral, nisem sposoben, itak ne, ampak da bi bil tako nor, pa sej, kaj bo mesto v taki krizi z 75 ali 73 letnim županom, kaj si nor. Pa tudi še eno dejstvo je, s županovanjem aktualnim, Dragica Korade mi je rekla pred dnevi, kasa je prazna. Kaj bomo? No, še eno zadeva, tudi s kolega novinarjem je enkrat rekel takrat, mislim, da pred zadnjimi volitvami, ja, kandidiraj za parlament, še nadomestil Parliča s svojim komedijanskim nastopom. Bi lahko mogoče rekli, da niste bili dovolj resni. Ne, to je, mi je vseeno, najprej naj rečem, ne, seveda se je zgodilo, da Janša je kdaj vstal, ne, pa je rekel, kakor je rekel naš slavni humorist, ko mi je hotel kaj replicirati, ne, pa me degradiral tako malo za parlamentarnega norčka ali pa kaj. Ne, sam absolutno nimam s tem nobenih težav, nasprotno. Jaz sem poslanstvo jemal kot poklic, nikoli kot politično funkcijo in kakor sem bil po svojih močeh odgovoren učitelj, odgovoren dramaturg, tako sem poskusil biti odgovoren poslanec. Res je, da sem ostal v spominu ljudi, tudi kot tisti, ki je večkrat zaspal, ko je televizija snemala. Ne? Pa to lahko prvič takoj 100-krat pojasnim. Absolutno nisem noben zaspane. Jaz sem danes delal do 2 po noči, ker tu gorela luč, je šel do mimo. Ne? In sem vstal ob 7. Res pa je, da ko sem bil v gledališču 20 let, je tam tako, ker nisem bil igral, da bi imel ob 10 vajah, moral biti obosni, zrihtan, urejen.
kot umetniški vodja iti v Ljubljani k sekretarju za kulturo, mu dokazovati, da rabimo še ta denar, iti nekam za gostovanja, se dogovarja z neko ambasado. Bilo je samo upravljanje, nešteto. Jaz sem zjutraj ob 8 začel polno dela in sem čakal do 3, ko so igralci nehali z vajami, jaz sem šel vmes največkrat na vajo in potem so en rekel, jaz bi snemal film, jaz se bom pritožil, jaz bom onega vžgal, on je bil pijan včeraj, si moral več čas biti tam na voljo, da so svojo jezo in to, kar se je nabiralo, sproti stresali, da so mi tudi povedali ta svoje, ali pa da sem jih miril. Ampak potem sem šel, ker sem živel v Ljubljani, v eni zelo mali sobici, za en stol pa eno posteljo prostora, sem nekje pojedel, stoje ene vampe ali pa pašto ali kaj, in sem laufal domov spat, ob 3:30 recimo. In sem spal do 5, 5:30, ker zvečer sem pa seveda moral biti ob 6:30 tam, da vidiš, če so vsi prišli na predstavo, če so oni tehniki, ki morajo obesiti 8 lustrov, če niso pred 20 predstavi rekli, se jih bo 5 zadosti, razumeš, ne? Moraš biti prej tam, pregledati, da je vse sposobno, ko grejo ljudje notri, vidiš, pride Štefka Kučan, jo greš pozdraviti, hvala, no, veseli, da ste prišli, gledajte, tu vas čaka, sedeš v upravni loži, pride kritik z Beograda, ne? Moraš biti tam in gledaš predstavo do konca. Predstava je konec ob 10, igralec rabi 1 uro, če je igral veliko vlogo, da se demaskira, umiri in da lahko gre domov. In jaz sem z njimi bedel do polnoči. In tako sem se nekako navadil v 20 letih, veš, tisto spanje popoldan. Zdaj sem šel v parlamentu prvikrat, jaz popoldan ob 2 pridem nazaj, pa me Školč drega, te snemajo, pa takrat so še sam inserte snemali, ampak snemalci so že vedeli, kdaj bom jaz spal, druge so pa drugi. Če so bile nočne seje, sem jaz zmeraj bedel, pa so drugi spali. In pol že, ko so bili ti telefoni, pa prenos me je žena z Maribora klicala. Jaz imel telefon, mi je brnel med nogami, to nas piš, ne. Tako da, mogoče je iz tega vidika kdo mislil, da sem to delal mimogrede. Ne, pač ne moreš tam tako dolgo sedeti notri, zdaj pa bi še manj. Ne, absolutno sem odgovorno delal. To pa, da slovenski nastopajoči, zlasti politika, nima nobenega smisla za humor, da ne zna povedati prave resnice skozi pretiravanje, da obenem osmešiš in satiro, to pa ni moja odgovornost. To po celem svetu znajo. Mi je bila tista Margaret Thatcher včasih tako zoprna, ampak sem gledal tisto njeno zadnjo slovo v parlamentu, pa cel parlament se valja od smeha, tako je bila duhovita ta babnica. Naši poslanci, politiki niso poznali reka, torej, dokler se narod smeji, narod obstaja. Seveda, pa saj jih je nekaj bilo, ampak jih zdaj poslušajte. V mojem času, recimo Mogej je kar mal bolehal od tega, da je citiral latinske izraze, tiste, ki jih vsi znamo, pa on se še doma mal pripravil, pa je še kaj rekel, da je frapiral. Pa je bil tam Jaša Zlobec, ki je znal reči latinsko ali grško šalo. So bili ljudje kultivirani. Jaz sem mislil, da sem imel kultiviran humorn nastop, da nisem bedastega zaradi tega. Spomnim se pa recimo svojega prijatelja, tedanjega ali pa kolega Franca Kanglerja, ki je bil tudi veliko mandatov, jaz sem bil, se mi zdi, že en mandat pa pol, ko je on prišel. On je pa stalno pizdu in se jezil, nič ni znal prav povedati, samo jezen je bil, kako zajebava vlada Maribor. In on je že takrat mislil, da je on Maribor, če ga jaz nisem podprl, on še zdaj pravi, Pardič ni nikoli glasoval za Maribor, ker je on mislil, da je to, kaj on reče, obenem pa mi nismo bili več zbor občin. Norost, v moji glavi blaznost. Za kateri del Slovenije pa se bom potegoval, če ne za svoje rojstno mesto, kjer so me izvolili, kjer jih vsak dan na ulici srečam in kjer bom tudi pokopan, če se ne bo kaj drugega zgodilo. Za kateri? Ampak moja pamet je bila, v Sloveniji mora dobro, pravično, evropsko delovati recimo pravni sistem, ki še danes ne deluje. Ne vem zakaj, ker v spregi s politiko bil. Ne deluje. Če bo delal v Sloveniji pravni sistem kot po vsej Evropi, bo ergo delal tudi v Mariboru. Ne moremo za Maribor nekaj posebej. Jaz se peljem
skozi Desternik in seveda vidim šolo za 400 ljudi, je pa 180 otrok, pa je Pukšič mislil, če že gradimo, potem je treba zgraditi in je rekel, vi leta 2010 pa bo tu 400 otrok, zdaj je res 100, ne? Kjer je asfaltirano v vsak vinograd, a je to moralno, da tista občina, ki ima župana, zgradi vse, drugi del Slovenskih Goric, pa se ne more država tako delovati. Da je županski lobi biti močnejši. Seveda. In jaz sem bil, bi rekel, proti temu geografsko raznest Slovenijo, me kurac boli, kaj se godi v Novem mestu pa v Novi Gorici, samo da mi dobimo industrijsko obrtno cono, pa smo jo dobili, pa ne znamo z nje nič narediti. Še zdaj v teh protestih mi je nekdo rekel, ti pa sploh tiho boli, se te spomnim, si izdajalec Maribora. Pa sem rekel, veste, kaj zdaj me pa res zanima. Zdaj me pa res zanima, prosim, povejte, kaj sem naredil. Je rekel, nisi glasoval za predor ta pred Malečnikom, ta za avtocesto. Pa seveda, mene je Sovič poklical, pa mi rekel, Tone, idi k Drnovško, pa prometnemu ministru, probajte, da bi mi kar začeli graditi predor za avtocesto, ker so pač naše firme nimajo dela, pa bojo delavci delali. Ampak avtocesta je takrat šele začela trojanski predor, me razumeš, na Trojanah. In ko sem jaz tam rekel, so rekli, pa saj boste dobili ta predor, samo ko bo tudi cesta prišla približno do tja, vse ga bomo prej zgradili. Ampak zdaj moramo tam narediti, da se bo do Maribora prišlo. In pa sem pač odnehal, pa sem 4 leta kasneje. Sam pa vem, da ne bi bilo ne Koroškega mostu, ker so bili v Ljubljani, ker ga je Rov začel kar graditi, pol ga pa Ljubljani obesil, državi obesil. In tisti Umek, se spomnim, sem ga peljal kazati Koroški most, pa sem rekel, gledajte, to za ta del vas zdaj prosimo, ker je dal 10.000, ko je bilo v milijardah proračun, 10.000 evrov je dal recimo manj kot za rokometno igrišče, je dal za ta most v Ljubljani. Pa sem ga jaz, pa smo ga pripeljali v Maribor, pa mu hoteli pokazati. Pa je gledal v drugo smer, Kalvarijo je gledal, ni hotel pogledati mostu. In moraš tisto, smo nekako izsilili, ne jaz sam. To sam norci govorijo, ki že takrat niso nič zastopili. Kangler iz Dupleka je pač mislil, jaz sem Štajerska, pa jaz sem Maribor, do mene ne podpreje proti Mariboru, norost. Na vse zadnje je medicinska fakulteta, ima več zaslug Rudi Moge, ker je bil predsednik odbora za šolstvo, ampak če ne bi imel vseh nas, tam smo se vsi izpostavljali, dobili smo zahvaljujoč Protnerju pošto v Maribor, ki bi tudi išla, dobili smo nove oddelke v bolnici, jaz sem bil v komisiji za investicije v zdravstvo. Pa s tem se spomnim, bomo govarjali, ker 3/4 stvari pa nisem uspel, me razumeš? V tisti sem tiho. Z tiste 3-4, ki sem pa uspel, pa bi se vsak od nas duval, da bi izgledal, kaj je naredil. Ne, mi smo bili državni zbor in bi morali urediti, da država bi dobro delala. In jaz bi moral iti prej, ko sem videl, da ne gre v pravo smer. Nisem pa vedel, da je tako zelo hudo. Ni se pa nič izboljšalo. Še leta 2004, ko sem zapustil državni zbor, je bila situacija vseeno boljša. In jaz si drznem reči, tudi sestava državnega zbora. Je bilo še nekaj intelektualcev. Zgleda, kot da Slovenci Slovenijo vidijo preveliko. Da je ne gledajo kot enovit prostor. Se strinjam. Mi mislimo, da smo središče sveta, potem še kar naprej uživamo, da bi dokazali, kako se nam godi krivica. Tega njemo, to bi nam Evropa... Vsake svoje sreče kovač, mi bi se morali skup vzeti in bi lahko imeli boljšo Slovenijo. Jaz tudi mislim, da bomo imeli, ne upam pa si reči kdaj. Upajmo nekoč. Ja, bomo imeli. Slovenci niso leno ljudstvo. Je grebatorsko. Ampak da so pa Slovenci delovni, tako kot... Ne, to pa je stereotip. To so stereotipi in ta je eden pošteni, nadpoprečno pošteni smo, delavni, skromni, to so neki miti, stereotipi,
Koliko sem se jaz, mi zdaj kdo reče, prekleti politiki ste obljubljali, da bomo druga Švica. Ne. Jaz sem skozi, imam brata recimo, ne, ki je rekel, če ne bi tem kurbam na jug dajali, tem Jugovičem bi bliže druga Švica. To so ljudje, tako bi rekel, na ulici mislili, samo če bo pravično, ne more biti druga Švica. Samo ena Švica je, še ta Švica dobro stoji, je bogata, ker ima notri cel nacistični denar. Saj so med drugo svetovno vojno vsi denar dali v Švico, tudi Nemci. In ker so propadli, je tam, se nimamo kaj primerjati z njimi. Ne. Ampak to, ne pomnim, da bi to politika govorila, to so ljudje upali, da bo, pa so zdaj razočarali. Seveda so to stereotipi, smo kakor drugi. Čeprav mislim, da recimo mediteranska pa azijska ljudstva, ne, ki živijo tako zelo skromno, ne, tako zelo skromno, pa gre, se spomnim, žena je bila na Ceylonu, pa po shodu kot geografinja, pa so nekako zadovoljni s tistim malim siestu, imajo cel popoldan. Slovenci bi delal 2-3 posle, če bi imel možnost zaslužiti. Bi delal 8 ur, pa bi še. Jaz celo življenje, poslušaj, pišem po noči. Celo življenje. Če bi kot komediograf bil v eni veliki sredini, bi po Ščukah pa po Kolaku, po mojem lahko živo od pisateljskega dela. Pri nas ne morem, zdaj tako nišče skoraj nič ne plača več, ampak kljub temu delam 2 šihta, se mi je vedno zdelo, da delam 2 šihta. Kako je mogoče, da ste ustvarjali toliko del, toliko knjig? To mora biti neka močna samodisciplina, ki je nima veliko ljudi. To se moraš pripraviti do tega. To je nek ogromen seznam bibliografije. Poleg vsega ostalega, voditi dramo, to je dnevno Najmanj sem napisal, ko sem bil v gledališču. In če me vprašaš, zakaj sem pravzaprav šel z gledališča, ker sem spoznal, da ne bom napisal ničesar več. Tam si od jutra do večera servisi za druge ljudi. Jaz sem se pripeljal v soboto, sem šel recimo ob 5 z Ljubljane, vse v redu, zvečer bo predstava. Sem bil v Mariboru, je zvonil telefon, da ni ene igralke, ker je pijana. Pa naj predstavo odpovejo ali ne. Pa sem šel nazaj, stari. Gledališče me je izčrpalo v 20 letih. Dalo mi je ogromno, kakor je tebi dala muzika, pa si delal. Dalo mi je ogromno. 1000 večerov sedeti v dvorani, pa gledati, zakaj se publika zdaj smeje. Zakaj se pa še pri bolj smešnem tekstu ne smeje. To so izkušnje, ki jih drugi nima. V drami mora iti vse ko ura, kolesce v kolesce. Kdaj se vrti v prazno, to sem jaz vse lahko pridobil. Drugače pa, če odgovorim patetično, na stara leta. Opravljal sem torej vsaj 3 poklice. Nikjer se mi ni zdelo, čeprav se mi zdi, da sem bil odgovoren v poklicu, da je bil zadaj celi Tone Partljič. Tone Partljič je bil samo, ko še je bil pisalni stroj, pa sem dal beli prazen list v pisalni stroj, pa je bil prazen in bel. In to je edino moje polje svobode. In edina možnost, da pokažem, koliko me je v hlačah. Malo, veliko, srednje. Nič ne mislim, da sem ne vem kaki, nikoli se sploh vsem nisem ukvarjal. Ampak tam sem rekel, tu se ne bom prodal, bom napisal točno to, kaj mislim, pa če bomo smeli igrati ali ne. Pa bom pisal o blondinki s pravimi očmi, ki jo ljubim, pa lahko moja žena v spalnici v luft skače od jeze, ki je črna, pa ima temne oči. Tu bom svoboden. In zato sem toliko napisal, ker sem bežal v to, da bi bil jaz. Še enkrat rečem, za me je to najvažnejše v življenju. Ne verjamem, da je to za druge tako važno, ko se je meni zdelo. Ne? Ampak jaz sem imel imam slo po branju in slo po pisanju. In vse sem rekel, sem dal tu naslov, ker sem mislil, da je to moja zadnja knjiga. Hvala vam Bogovi za te blodnje. Ampak sem si pred 70 letu, pa kam pa naj to dam, kar mi zdaj po glavi blodi. Se ne morem vreči v Dravo, ne?
In hvala Bogu, sem letos poleti, oziroma novembra sem oddal rokopis novega romana o desnem bregu Drave z naslovom Pasja ulica. Ne. In joj, kako sem užival, nisem šel na morje, v največji vročini sem tu pisal, ampak takrat sem jaz Bogova. V svojem okviru, da se razumemo. Kako to torej poteka pri vas? Kateri motiv je najmočnejši, ta notranji? Jaz gledam svet, ne. Družbeno-politični angažma, mogoče... Jaz sem se tako, tudi. Ampak ko sem bil v parlamentu, ne, pa so tam zunaj mlatili prazno slamo. Včasih smo se cel dan prepirali, ko ne vem kaj, zvečer pa je bilo zglasovano sam 2 proti, prej pa cel dan. Je kdo prišel k meni pa mi je rekel, Partljič, samo to napište, kaj se godi v parlamentu, to bo najboljša komedija. In žalitev za komedijo in za mene. Literatura je v drugem svetu, ima druge zakonitosti. Ne. Mislim pa, zdaj sem začel pisati, pa mi ne gre nikamor, bom najbrž napisal eno komedijo iz tega časa, iz politike z naslovom Ministrova ljuba, bo naslov. Nušič ima gospod ministrico, ministrova ljuba, njej je ime Ljubica, pa je vsi pravijo ljuba, snažilka pri ministru. Je snažilka in vsi sosedi pravijo, gled, tam gre ministrova ljuba, ko gre ona na trg in tako dalje. In bom najbrž naredil, še ne vem, rad bi naredil, pa mi ne gre nikamor, da bi bila to ena magistra slavistike, ki nikjer ne dobi službe, ki je že 5 let, ima prošnje po vseh faksih, po vseh gimnazijah, povsod samo ukinjajo. Reče pa, ta bo šel v penzijo. Ja, ne gre penzijo, ali bomo delovno mesto zaprli. In ker mora jesti, ker se mora biti oblečena, gre za snažilko k ljudem. Ko pa zvejo, da je magistra, ne, klinc bomo mi tako vzeli, bo zdaj tu. In potem se naredi, da je tepka iz Prlekije in pride v neko družino, in ker so ravno volitve, moški postane minister. In ona zdaj v tej... Pol pa je on včasih reče, grem jutri v Ljutomer, bom imel govor, a bi me vi, preprosta Lotmerčanka, poslušali, da bi videli, kako me bojo ljudje tam sprejeli. Pa ona posluša, pol pa mu reče temeljne stvari, vi se ja motite. Potem se ne znate reči gospod pa gospoda. Vi morate prave akcente. Zdaj vsi sam gledajo, pol imajo mulca, ki ne naredi mature. Zdaj, ko ona z njim dela, naenkrat vseeno opažajo, jebemo mater, Bog ve, če je ta tako preprosta. In pol mislijo, da jo je kdo potakne in tako dalje. Poanta pa je, kot v oni drami Gorje pametnemu, da pri nas najpametnejši so v najboljšem slučaju sluge pa služkinje pri političnih karieristih. To mi gre zdaj po glavi. In tu noter bi probal stisniti to, kaj sem v politiki videl. Pa že nekaj mesecev vem, kaj bom pisal, pa imam velike težave. Pa tudi odnos urednika pri založbi, pisca se z leti spreminjal. Ni nič več. Časa so si vzeli... Pa vseh ni več. Ta madnar, mi te bomo tiskali, pa kdo bo pregledal? Pa ti sam pregledaj, ampak jaz sam glih za to rabim lektorja. Čeprav sem učitelj, pa drugim jaz lektoriram. Ampak sam, rekel pa nimam denarja, pa jebeš, če je nekaj napak. Pa poglej ti naše knjižne izdelke v zadnjem času, pa boš videl, koliko je ura. Ja. Ta nivo popušča. Ja. Imamo kar dobro še zmero mladinsko knjigo, se mi zdi, drugo pa, se lahko vsak ima denar, lahko tiska. Ti ne, me razumeš? Nekdo ima bogatega strica, babici pade na pamet, da bi pred smrtjo napisala svoje pesmi o vnučkih, pa o svojem rojstnem dnevu, pa o svojem išijasu, pa to napiše, pa izdajo knjigo. Pa imamo novo knjigo poezije. Ne izhaja vse karkoli. Ampak uredniki so si včasih vzeli več časa pri recimo resnih založbah. So tudi predlagali, kaj? So tekst pregledali. Jaz kot dramaturg, moja naloga kot dramaturga je bila iskati dramatike, spodbujati dramatike. Reč, tega dramatika sem jaz pripeljal. Mene je Lojze Filipič naredil, ker me je dal na reportar in me je učil, kako se piše. Danes tega ni. Danes se naredi vse sam. Ja. Kar ti, kaj ima
kar ti ljubiš, kaj ti ceniš, mora nositi gotov denar, je rekel Prešeren. Samo če vidijo, da ne. Je drug kriterij, ni več duhovna vrednota, ampak je preprosto zaslužek. Moje komedije so v Mariboru igrali po 100-krat. Kulaka so igrali v 20 gledališčih Jugoslavije. V albanščini, mađarščini, makedonščini, 5 gledališč v Makedoniji, Beogradu, Zagrebu, saj ne bom govoril. In zdaj naj bi si jaz tu pojavil, pa vam rekel, kakva krivica se mi godi, še nisem dobil velike Prešernove nagrade. Zdaj imam Glazerjevo veliko, ne? Pa so mi rekli, ko sem jo dobil, so rekli, pa se ti si jo že davno dobil, sem rekel, nisem, ne? Pa nisem enmo rekel, me ne zanima. Ko se začneš s tem obremenjevati, se ti zdi, takoj, ko boš ti dobil zlati grb Maribora, pa to prokleti Hedl, pa stalno je to neko, zdaj pa on. Takrat, če dobiš nagrado, je počasi tisto je konec, pa ti, če se s tem obremenjuješ. Veliko pisatelj je bilo, ki so bili popolnoma nepriznani v svojem življenju, pa so napisali temeljna dela. Ne, še samo to mi manjka, da bi rekel, da me zapostavljajo Bogega revčeka. Seveda, prišli so novi časi, novi tokovi. Jaz si mislim, da bi me v zadnjih 15 letih lahko igrali v Mariboru v drami, če pa mislim, da imajo vedno prazno. Ne? Pa me ne, ampak greš pogledati, kje mi telefon zveni, pa se kar ti zmeni. Ja, kaj bi še rad? Mogoče dajmo na zaključne misli. Vse boš videl. Vsak je pač, se mu zdi, da se je za nekaj rodil. Meni se je zdelo, da sem se rodil za knjige. Kar se mi zdi zelo nenavadno, ker sem rekel, da sem bil zelo podobnega kot ti, čeprav ne vem, kako je bilo pri vas. Čeprav sem neke Hedle učil, pa jih poznal na Sladkem vrhu, tudi mamo, eno Hedlovo, ki je imela več otrok, pa je skrbela za njih tako simpatično. In včasih si mislim, da malo tega imam najbrž po mami. Ne? Moja mama je bila z Ptujskega polja, nezakonska hči Dninarice, ki so jo nagnali pa dali služiti z mnogimi leti, z mladimi leti. Pol je tam, kjer je živela mama pred tistem kmetov, je kmet je gonila krave past pod Borl. In ko je gnala mimo Muretinca, je tam vedno bila na plotu neka ženska s takim trebuhom, pa rekla, je takega otrokaca pridnega, kak si ti bi pa tudi jaz rada imela. Pa je to vsak dan rekla, ko je tam mala 5-letna 5 krav gnala pas. In ko je bila enkrat spet tepena tam z bičem, ker so ji krave ušle v njivo s koruzo, pa poteptale koruzo. Pa je bila tako 6 let stara, ko je pasla 5 krav. Jo je tisti kmet drugič je z bičem tako pretepal. In potem se je po noči spomnila, ni imela očeta, celo življenje ni vedela, kdo je oče njen, nobenega nimam, še mama jo je natepla zraven. Je pa se spomnila, je pa tam ena ženska, ki pravi, takega otrokeca bi pa jaz imela. In ko sem jo enkrat z avtom pelil, mi je rekla, viš Tonček, tu sem pa jaz enkrat ob polnoči letela Muretince. Ker nič nam ni hotela govoriti, ker je bilo prenerodno, koliko je težko otroštvo imela, ali pa kaj, ne vem zakaj nam ni govorila. Pa sem rekel, ja kaj. In po noči se je spomnila, da je ena tetica pravi, da bi imela, in je vstala v polnoči in tekla v sosedno vas, udarila po tistih vratih, se vrata odprla, pa je mama rekla, tetica, jaz sem te zdaj prišla. Ja pa ljubi otrok, kaj boš ti pri meni? Ja, se ste rekli, da bi imeli takega otrokeca kot jaz. Je rekla, glej, jaz imam tu noč svojega otrokeca, to mislim, da bi bil tak priden, kak si ti. In je rekla, jutri zjutraj te bomo pelali k mami nazaj. Pa rekla, grem reči v Dravo. In je ostala pred njih do 18 leta. In je, polko je videla, da si mora sama služiti kruh, je šla v Hoče za deklo svinsko, pa so že takrat rekli, če bo pa dobra, bo pa kuharica. In so jo vzeli, tam je bil moj ata za hlapca, in so se spoznali, njima smo se rodili mi 3 otroci. Ampak me je presunilo duša nekaj. Pol sem dolgo let kasneje na eni šoli v Jarenini imel literarni nastop in tista učiteljica, ki je bila tam Vrdelova, starejša od mene, je rekla, otroci boste kaj vprašali, pa se ja nič ne vpraša. Pa je rekla, lahko jaz nekaj vprašam. Pa se rekel, Tošica, se sem pri vas na obisku, v vašem razredu, ne boste videli, seveda.
Je rekla, veste, jaz sem od tistega kmeta v Hočah, kjer sta vaš ata pa mama služila pri nas. In ko se mi zdaj v nedeljo dobimo, je rekla, pa rečemo, glej, Partličo Tonček je pa sin od Micke. Hvala Bogu, je vsaj on dosegel to, kar ona ni mogla, pa je tudi. In pol mi je šlo v glavo, kak bi lahko moja mama kot svinska dekla pri enem kmetu tako izstopala. Ne? Kaj je imela v sebi, da oni zdaj rečejo, ona reva ni zmogla, sin pa je. In se mi zdi, kot da sem imel ta neki literarni talent. Mama je tudi brala toliko. Imam brata, ki je do zdaj prebral samo eno knjigo. Ne? Imam sestro, ki je učiteljica, ki bere, ampak v glavnem to, kaj so naročili v šoli. Razumeš? Mama je pa brala tako jaz, pa nič. Imela je 6 razredov osnovne šole, ampak je prebrala Zločin in kazen in jaz se lahko z njo vse pogovarjal, vse zastopila. Tako da si mislim, da sem nekaj tega od mame počrpal. Potem, ker sta bila oba dva brez staršev v življenju, oče in mama, se mi zdi, da je bilo pri nas, pa oče je bil kar tako zelo čustven, včasih tudi težavn, se je mulo, pa ni pogovarjal, tako je bil občutljiv pravzaprav. Ampak mi smo živeli skoraj v neki idilični družinski ljubezni. Mi smo bili tako povezani. Ona dva sta prek nas otrok, jaz sem se začel dobro učiti. Se spomnim, da se ata, pa je bilo krivično do Jožice, ki je bila v 3. letniku učiteljišča, jaz pa v 1. Pa ata šel z biciklom na roditeljski sestanek. Pa ko se je domov pripeljal, je rekel, kje je Tonček? Pa sem bil tam, pa me celega prepoljubil. Gledam, pa je rekel, joj, veš kaj, tam je bilo 400 staršev. Pa je ravnateljica rekla, a je tu Partličev, on je pa tako sam na Partličev, čugo se nam pravili, Partličev oče iz Pesnice. Pa je rekel, vstal pa je rekel, kaj je? Je mislil, Bog ve, kaj sem jaz naredil. Rekla, bote ponosni na svojega sina, pa je bilo meni 15 let. Foter je takrat zrasel do nebes. Se je na nek način uresničeval prek mene. To bi rekel, je torej v naši družini bilo in neke te človečnosti, občutljivosti, da me je za tebe, ki si moj brat, bolj strah kot za mene, ali pa kaj, to je v družini bilo. Jaz sem imel veliko sranje, me ne bi bilo nič o tem govoriti, ampak ni niti tako važno. Ne? Jaz sem vmes pil, sem se zdravil na Pohorju pred 40 leti in se mi tako zdi važno, da sem se šel zdraviti, da sem bil bolj normalen foter, dedek, pa vse, ker bi lahko družino pokvaril, ker vem, kaj se vse zgodi, ker cela družina zboli, če je nekdo odvisen od alkohola. Tako da to se mi je zdelo prvo, da me je družina me tako močno postavila, pa dosti skromne razmere. Jaz zdaj, ko je kriza, si mislim, ne, hitro sem se navadil imeti kar dobro plačo, me razumeš? Pa če sem se v parlamentu s kavo polil hlačnice, pa nisem več mogel, sem sam šel v Maxi Market, pa si kupil nove hlače, nisem nikoli premišljal, se jih lahko ali ne. Gor se hitro navadiš, zdaj imamo drugo pot, ne? Pa jo tudi moram vzeti za svojo. Ne? No, to se mi zdi, da me je družina zelo, zadnjič sem ti govoril o prijateljih, pametnih, pametnejših od mene, ki se mi zdi, da so me kar dobro vzgojili. Potem pa jaz se zbudim vsako jutro dobre volje. Ne? Pa mi dva se nekako malo poznava, ne dovolj, ne, ker smo tudi starostna razlika, pa se mi nekako zdi, da se malo spoštujeva, se meni zdi. Ne. Jaz te zelo. To drži. Mislim, da se spoštujeva. Ampak gledaj, te tvoje fante prvikrat vidim. Ne. Prepričan sem, da sta oba nadpoprečno fejst človeka. Prepričan. On bi me moral dvakrat prevarati, se zlagati, ko bi me prvič bi mislil, Bog ve, kaj je prišlo. Ne morem razumeti. Ne? Pa če bi me še drugič, pa bi si mislil, nega klinc gleda, me ne zanima. Ampak dokler me človek dvakrat ne izda, jaz mislim, da ima vsak potencial, da je odličen. Jaz sem tako spoštoval otroke v šoli, ki sem jih učil. Čeprav sem bil, ko me imajo v spominu, kot bil zajeban. Jaz nikoli, koliko sem jaz sovražil učiteljice, ko gre v 1. razred, z mano se pogovarja na hodniku, gre v 1. razred, pa začne.
Dober dan, otroci, no, zdravo. Od katero pesmico smo se zadnjič učili? Čebelica. Pa, noben otrok tako ne govori. Ne doma, ne med seboj, nič. Ona za svojim otrokom doma ne govori na ta način. Mogoče, dokler je mali buz. Drugač pa mu reče, sedi, ja, idi, umij se. Tu pa imamo neko lažno zgodbo do teh otrok. Tega jaz sem se z njimi pogovarjal, kakor za vsakim odraslim. Nisem imel nobene rezerve. Kaj sem mislil in sem gledal, otroci so samo gledali, a imam jaz dva obraza. Enega za sebe, pa za otroke učiteljev, drugega pa do njih. Ali je to, kar jih učim, a sem mogoče hinavec. In se mi zdi, da pa sem pil takrat, pa sem dal celemu razredu šus, pa se mi je zdelo, da mi niso nič zamerili, da bi mi pa zamerili, če bi videli, da sem narit, ki govori nekaj lepe stvari o njih. Ne. To imam, da se zbudim dobro in verujem v ljudi. In tako sem prepričan, koliko imamo dobro mlado generacijo. Koliko imamo izobražene mlade ljudi. Me štopajo. Jutri pa grem v Indijo, pa jebemo materno. Pa kaj je nor, pa se poda v svet, pa to študira. Se mi zdi, da jaz zelo verjamem v človeka, pa ne da bi se delal, pa to se tudi ne govori. Ne, to bom tudi nehal. Dve kratki stvari še. Kakšen bi bil napotek, ja, se res odvisnikom? Vi ste se dosti kratek čas zdravili. Ja, 3 mesece sem se zdravil. To je zelo kratek čas. Jaz sem se res... Kakšen bi bil napotek, da uspešno pridejo? Težko, zelo težko. Zelo težko. Vsak ima svojo pot. Za alkoholike recimo pravijo, da ali če ima dobro službo, danes tega itak ni, da mu da direktor knjižico pa reče, evo, si odpuščen, ali pa se idi zdaj zdraviti. In pa je kar nek odstotek gre. Ali žena vzame otroke, nekam odide in reče, če se greš zdraviti, se vrnemo, sicer se ločimo. In veliko je primerov, da ima nekdo že cirozo jeter, da ga pogledajo, pa mu zdravniki reče, vi boste umrli. Če ne nehate zdaj piti, vi boste čez 1 leto umrli. In pa se nekateri tako prestrašijo, da in teh je recimo 50%. Ampak moraš to vzeti za svoje. Jaz se s tem, najmanj, da bi se s tem kaj hvalil butel, ker sem bil kdaj pijanec, me razumeš? Zdi pa se mi, da pa ne smem to prikrivati, da zdaj mene, ki sem se zdravil in sem se ozdravil, naj bo zdaj sram, ker sem se zdravil, onega, ki pa zdaj tu ščije stoje, pa mi reče, ti pizda Parličeva, mene bi naj bilo sram, njega pa nekaj hodi fajk do sveta, vse to je narobe svet. To je narobe svet. Ne? Zato, kdaj to rečem, ker mi še drugi rečejo, fajn, da ste povedali, je meni tudi manj nerodno povedati, da sem se zdravil. Premagovanje sramu je pomembno. Ja, najbrž res. Za konec še poslanica Sloveniji, Slovencev. Mogoče kultura bo preživela, narod bo, kaj bo? Ja, jaz mislim, da bo narod preživel. Ne? To je sicer neumno vprašanje. Ne, ko so Cankarju rekli, ne, okoli so sami sovražniki, izginil bo slovenski narod, ne, je Cankar rekel, dajte mir. Ta burka je stara že 1000 let. Je Cankar rekel, to nam že skozi govorijo. In če nismo bili iztrebljeni, ko se je lahko samo slovensko šepetalo in ko so nas streljali za vsakim zidom, temen, da ja, narod bo ostal. Država ni isto kot narod. Meni se zdi važnejše, da slovenski narod obstane kot slovenska država, če je taka, kot je. Ampak evo, prvikrat jo imamo in moramo biti potrpežljivi in se naučiti med svoje, biti državljani. Mi vsi ljubimo domovino, državo, pa vsi okoli prenašamo. Bo pa zelo težko, jaz mislim, da bomo še 20-30 let glagali. In da bodo nove generacije pa mogoče ugotovile, da mi še vsi dišimo po prejšnjih sistemih. Če si bi ti delal 40 let v parfumeriji, potem bi pa šel v penzijo, ne bi nehal dišati po parfumih, bi še toliko let. Mi smo vsi živeli v nekih drugih sistemih in smo mislili, da je vse naše in da nam ne bo nihče nič naredil in smo še dolgo dišali po nekih netransparentnih zadevah, ker so zveze, laž, hinavstvo, položaj več vredni od specifične teže človeka.
Gospod Martič, najlepša hvala. Koliko imate časa? Ja, spet nisem dal kuha zelje, kuham, pa bom drugo narezal. Imam